nisem še začela tega tedenskega vloga, ampak to sem rekla, da moram posneti, preden začnem. Naročila sem z Volta, ker sem ful dozo narediti danes pred šihtom. In sem si rekla, naročila je Špara pač porcijo, kjer imaš pač pohano, pa pražen krompir sem si izbrala. Pa vem, da je pisala, da je za 4, ampak ta bogi Volt mi je zdaj to prinesel and I had no idea. Pač glejte zdaj to. I can't. Pač. Look at the size of that. Pa še tu noter je nekaj. OMG, kaj ti to je? Alo, prisežem, da nisem vedela, da to dobim zraven. Vedela sem, da se pač zavihki, ampak nisem pa vedela, da pridajo lizike zraven. I'm very excited about that. Zdaj moram jaz to prvo znati odpreti. A jaz klampano je. Ok. Nekako bom zdaj to mogla odpreti, ampak pač, prosim, look at that. Eto, takole. Wow. Še dobro, da jaz dobro vidim. Koliko vas zdaj gre, da so 4? Ponovno v živalskem vrtu. Šla sem na živalski vrt z mojo sestro, pa sestrično, pa pač fantoma. Tako da, ja. Le kako, aja, ljubiča. Wow, 12 Pro prvič vzuja. Moj 12 Pro je prvič v živalskem vrtu. Ja, živja. Ljubiča. Ja, zdravo. Ja, zdaj zdravo. Imagine se še to s gostom prijenim sebi. A bomo se v gozdu srečala? Ne bova. Bobi. Ja, Bobi je, ja. Kako mu ime? Janez. Ja, Janez je, ja. Verjetno. Ja, ker mora biti taki tiger. Nisi si mislil, da medved zna plezati? Joj, sem čakam, da upada. Ja, ne. Kaj ti je tukaj Stapila, veš? Ja. Ja, to gor spleze, dejansko. Zato niste skupaj. Prav pozdraviti nas je težko. Kako je mali, Luka. Lej, tam sta mali pa veliki. Pač ti so po mojem one of my favorite animals ever. A Pav je dansko not prišel k njim. A, še to zdal, ja. Wow. A viš tega tukaj gori na tem? Ja, vidim, ja. Ja, gori na vrhu. Malo, lega, kak onega ful zanimajo. On jih že skozi opazuje. Ja, ker jih preganja, ne? Kako so lušne. Ja, boj. O, kako si lušna. Vse estetske. Danes je ponedeljek, 3. maj. Ful sem zaspala, ker sem zjutraj delala, oziroma prvo smo imeli testiranje in pol sem delala, kar pač ponavadi pol traja. Ob 7 imamo testiranje, ob 9 nekaj začnem delati, tako da sem malo zmatrana, ko se moram tako hitro zbuditi. Zdaj sem prišla domov, jedla nisem cela nič. Prej sem pojedla banano tukaj, ko sem prišla in sem dala meso odtaliti in si bom naredila burritote. Potem pa moram iti delati za faks, ker imam do 7. maja eno izpitno nalogo za oddati, ki se še nisem lotila. Pa spisati moram za našo projektno nalogo idejo, ker pač sem nas je prej s kolegice pogovarjale. Tako da moram to spisati. Še kaj drugega? Nekaj sem hotela reči, pa sem tako pozabila. Objavila sem video,
22 minut pa pol. In zdaj bom šla kuhati, da vam mogoče malo pokazala, pa vam bom bolj povedala, kaj delam, pa pokazala, kaj delam, da ne bom sem govorila. Minula je 2 meseca, odkar smo nazadnje pri frizeru in zdaj moji lasi izgledajo nekako tak. Čakajte, težko me dobi svetloba. Začela se mi je spirati, da imam vedno svetlejše in bom mogla iti kmalu spet na novo barvo. Ampak ja. In pa, toliko komaj čakam, ne znam razložiti, koliko komaj čakam, da sem konec s faksom za to leto, ker pač se mi več ne da, ker zdaj kot delam, imam faks in moram biti prisotna na faksu in redno delam. Sem toliko smatrana. Se ne pritožujem, to ne bo pomote. I chose this. This was my decision. Sama se tako odločila, vrejo mi je, sem pač malo da pojamramo. Se ne vem, koliko podrobno naj vam sploh kažem, ker se mi zdi, da vam itak tako skažem, kako se dela kura. Sosedi. Torej delam riž in meso, malo sem nasvinjala. In potem bom dala to samo v tortilje. Ok, teda ja, zdaj imam tu noter riž, pa pol imam meso, pa solato, ponavadi imam pa še koruzo, pa kak grah, sam se mi enostavno ni dalo. Zdaj grem delati za faks, ja, ura je toliko moj čudovit razgled, ampak sonce šajna, tako da imam dvigen malo ekran, da me ne moti. Meni se tako ne da. Se mi zdi, da se jasno vidi, da sem zelo zmatrana. Pač tak, me pogledaš, da gledam tak. Fakt, ne morem sploh. Naslov je, kako lahko umetna inteligenca vpliva na interno komuniciranje. Tako da ja, to je to. Infora je, da torek in četrtek sta že dneva, ki 100% skoraj odpadeta, ker pač imamo predavanja. Direkt po šihtu. Ali jaz sem tako zmatrana. Zdaj bom probala narediti čim več. Pa več pol, mogoče se malo prebudim nazaj, ampak več, pomagaj. Saj sploh ne vem, koliko časa je minilo. Še vedno izgledam na pol mrtva. Ampak minilo je pač nekaj ur, če se ne motim, 2, 3 in jaz nimam sploh še ideje. Mislim, imam idejo, če bi pisala, ampak nimam še niti enega stavka napisanja, ker ne vem, kako naj se lotim. Ampak pač upam, da bom pač danes porabila par ur in gledala članke in iskala članke in da bo potem sam šlo, ker načeloma ni dolga pač seminarska, je tak 5 strani, pač ful ni dolga, res tak ful ni dolga, sam se moram odločiti za neko temo, ki bo ok, da ne bo kar nekaj badnega, ker po mojem to tudi ful ocenjuje, glede na to, kaj boš potem na podlagi vsega, kaj je on dal pisal. I'm just tired. Pač, to je po mojem ena izmed krajših nalog, ki smo jo imeli na splošno, ampak je kao kot neki research članek, ki ga moraš napisati in ja, I don't know. Pri drugih stvareh je vsaj neko projektno nalogo, ko pač lahko si izmisliš, oziroma pač delaš. Tu moram pa zdaj iskati vire in se. Ne da se mi, res se mi ne da, pač glej me. Danes je 4. maj, je torek in do petka do polnoči imam za narediti tole nalogo, ki jo trudno delam. Zdaj imam napisano en odstavek, pač. In ja, torej zdaj se moram tega lotiti. Dejansko sem se vam bom zdaj glih pokazala, kako sem si naredila tu setup, da zgleda malo bolj cute, kot da ful delam. Ob strani imam vodo, zaspana sem, prej sem spila eno kavo z avtomata. Kupila sem si tudi Red Bull, sicer oni brez sladkorja, ker pač ravno tam, ko sem jih jemala, niso imeli joga navadnega. No, v glavnem, in sem hotela spiti Red Bull, pa sem si rekla, da je kava verjetno bolj zdrava in boljša za moj želodec.
ta sem vzela kavo. Pa hodila sem vam povedati nekaj, kaj sem se zdaj naredila oziroma odločila, v kaj bom investirala. Ne vem, če sem vam govorila, da rabim nov računalnik, ampak ne bom kupila nov računalnik. Zaradi tega, ker imam še samo en mesec zdaj faksa in sem pač prvo hotela kupiti in pač trenutno editam tudi na svojem, na računalniku od fanta. In pač sem si rekla, glej, jaz govorim, da rabim komp za editanje, ampak ne objavljam video. Tako da ne bom kupila kompa, ker si ga ne zaslužim. Sem se odločila, da bom investirala v sebe. In imela sem torej dve možnosti, rada bi začela tisti svoj biznis z nalepkami, ampak pač zdaj trenutno se mi zdi, da pač ni pravi čas za to. Ker končujem trenutno faks, pa pač imam še redno službo. In sem se odločila, da bom začela z treningi. Zrihtala sem si osebno trenerstvo. Pa bom mogoče povedala, kje, pa malo ful bi pa eni strani rada naredila, torej kot serijo, da bi jaz pač to snemala. Ampak me zanima, če bi vas to zanimalo, ker pač zdaj, odkar sem jaz nehala gimnastiko trenirati, kar je bilo pred, ne vem, 5-6 leti, sploh ne vem, 6 leti po mojem že. Od takrat sem si skozi nekaj govorila, da bom šla pol v nekaj nazaj, pa pač jaz fitnessu nisem marala, dobenega drugega športa nisem glih nekaj ful hodila trenirati, doma težko treniram sploh v tem stanovanju, pač v prvem stanovanju, ki sem ga imela, takrat je bilo ful vrejo stanovanje, pa pač lahko sedela v bistvu, kar si hotela, jaz lahko tam skakala in nekaj časa sem dejansko telovadila. Ampak v vseh teh drugih pa pač enostavno tu ni placa, oziroma če skočem, se vse trese. In sem se odločila, da bom se vzela v roke in pač poiskala pomoč, ker očitno si sama ne znam pomagati. Tako da, ja, sem pisala en ekipestvo, poznam. In sva se zmenile in bom začela zdaj verjetno junija. Teda me zanima, če bi vas zanimalo, da tudi to malo vlogam, zaradi tega, ker ja, ne bom pa ful nekaj pretiravala, oziroma pač, ja, saj po eni strani si mislim, kako sem nora, da bom zapravljala pač toliko denarja, ampak po drugi strani pa že 6 let ne naredim pač nič na tem in sem si rekla, da bom pač probala vsaj nekaj časa. Ne vem, kako dolgo te osebna trenerstva pa naj trajajo, ali je to ful daljše obdobje, ali je to krajše, kakorkoli. Moj plan zdaj je pač s tem začeti pa videti, kako itak mi je, ampak se mi zdi, da bi rabila nekje med 3 do 6 mesecev, da bi padla mogoče v to, pa pol začela tudi sama, ampak pač se pravi, ne vem, kako mi bo, pa ne vem, kako dolgo me bo imela. Preden bo bila tako, adijo, Vanessa, že se vidiš. In se ful veselim, pač res se ful veselim, pa eni strani sem tako, jaz bi začela že danes, ampak nočem pa spet prehitevati, zaradi tega, ker tiste dni, ko je zdaj pač v Ljubljani, oziroma tiste dni, ko bi lahko trenirala, je fora, da imam jaz torej reden šiht, pa potem faks. Tako da niti 1 ure, oziroma je 1 ura, končam šihtom ob 3, ob 4 pa začnem s predavanji, tako da je 1 ura, ampak v tem času moram priti domov, tako da ne morem te dni, oziroma mogoče bi lahko probala nekako obrniti ali pa, ne vem, ampak ne morem in nočem, ker pol na faks ne bom šla, ker pač delati moram iti, kar pa ni okej, da ne greš na faks. Včasih, ko snemam, pa nekaj vam govorim, pol postane malo awkward, ker več ne vem, kaj reči in zgleda, kot da hočem zaključiti video in sem tak, ker nekaj delam in sem tak, pol ko urejam to, sem tak, kat. Tako zdaj izgleda moj safari. Tu imam sam neke članke, vse to so članki, pa tu imam še članke vse odprte. Tu pa sem se začela komaj pisati, tako da ja, fun. Zdaj sem si naredila, torej na pač ekranu, fant večino to uporablja, in sem si prav naredila. In sem si naredila ne side, a veš, da mi kao poveča, da imam ob strani, ampak si dansko naredila, da grem gor, sam gor in dol,
ker mi je pač zdaj to lažje. Tukaj bom imela predvsem zapisati, tu bom imela predvsem na tekst. Vse načeloma je ta dovolj, ampak moram pol ful prestavljati, pa po mojem je boljše za moje oči. Pa tako bolj profesionalno mi izgleda, tako ful. Sicer ni všeč, da je to ozadje, ker pač moje ozadje je lepše. Tako, to je moje ozadje. No, torej, ura je 5:10. Zdaj bom začela z nalogo, ob 3 pa delam. Sam imam vmes še faks, da grem malo kasneje na šiht. Nisem vam povedala moje teme, kaj sem si izbrala. Torej, naslov tega članka je, oziroma pač profesor nam je dal vprašanje, kako lahko umetna inteligenca vpliva na interno komuniciranje. Pri internem komuniciranju imamo predmet, mislim, pri predmetu imamo to nalogo. In jaz sem si zamislila, da bi naredila torej interno komuniciranje v manjšem podjetju s pomočjo Appla in kao umetne inteligence. Pojma nimam, če sem trofla temo, pojma nimam. Upam, da bo profesor tak, you know, at least he tried. Bet mi je, ker če bi imeli izpit, bi ga po mojem pisala, da bi imela te vsaj 8. Če bom ful mimo vdarila pri temo eseja oziroma projekt izpitni naloge, lahko dobim pač ful slabo. Vse nima veze. Like I care. Honestly, like I care. Rabim sam pozitivno. Ok. Danes smo na testiranju. Ne, včeraj smo na testiranju. Negativno sem. Oh well. Wow. Wow. Malo prej sem se zbudila, malo imam čudno prečko. To je, da samo je kar tako pustili. V glavnem, ob 2 imam faks do 4, teda grem kasneje delat. Začnem pa zdaj z nalogo, oziroma pač probala bom narediti vsaj polovica. Saj ne vem, minulo je 2 ure, po mojem 2 ure nekje. In malo se mi je prečka spremenila. Pa imam 5000 znakov. Tako da še 10 000. Torej, zdaj sem se uredila, malo sem se namazala, se odpravljam na šiht. Zunaj izgleda zelo slabo vreme, se piše, da bo potem zvečer čist deževalo, ampak piše čez par ur komaj. Jaz sem imela feeling, da mi je šla ven in se bo vlilo. Bus imam čez 20 minut, 25 minut. V glavnem, čez 15 minut moram iti doma. Zaradi tega, ker zdaj glih je en, in tega bom zdaj zamudila, tako da sploh nočem probati hiteti tega, ker bom tam čakala. Mogla sem nekaj iti za jesti iskati pred dela, ker še nisem nič jedla. Pa zraven si bom vzela računalnik. Za vsak slučaj, če slučajno ne bo folka, da lahko delam za faks. Ne priporočam tega, ne delam tega pogosto, ampak je now. Ja. Če slučajno bo kaj fraj, če slučajno res ne bo folka, bom probala vmes kaj narediti. Nareto imam kao 10 000 besed, ampak še nimam vsega parafraziranega oziroma pač opisanega, tako da bom definitivno še zgubila 9000 znakov, bom še verjetno zgubila ki 1000 znakov. Do 2000 znakov, teda bom mogla še pol dodati, ampak sploh nimam v bistvu onega ciljnega, kaj hočem v bistvu narediti. Torej, zdaj sem veliko ne odpisala malo o Applu in njihovi umetni inteligenci in malo o internem komuniciranju, malo na splošno umetni inteligenci in zdaj, mislim, se sem že opisovala tudi Applovo v glavnem, ampak torej končni del naloge bo verjetno bistvo, kako lahko podjetja uporablja Applove izdelke in njihovo umetno inteligenco za interno komuniciranje. Tako da, mislila sem narediti na to foro.
kar se tiče te pač siri, ne, ker, you know, teda o siri malo, pa potem razmišljala sem, da bi kao vključila, ker prek tega HomeKita imaš ti facial recognition lahko in pač recimo, da bi prišel na šiht in bi te kamera prepoznala in rekla, da si ti na šihtu. To. Pa v bistvu na to foru, da pač ko priješ ti na neko destinacijo, da ti potem vse samo javi. To ne vem točno, kako je to naredito, ker moram se dansko vse vrejo prebrati, ker me je ful preveč strah, da bi šla v neko področje, ki ni umetna inteligenca in da s tem zajebem, ker pač it's a fine line. Zdaj grem delat. Wow, čudovita. Pač, zdaj bom računalnik zraven, če bom slučajno imela čas karkoli narediti. Zdaj pa se v bistvu moram odpraviti, ker imam bus čez 10 minut. Pičimo do doma, upam, da ne bom zamudila. Upam, da ne. Prišla sem domov. Čakaj, da vas nekam postavi. Prišla sem domov. Ura je tak 20 do 4. Ob 4 imam faks dalje, zato ker so take gužve na cestah in se rabila ful dolgo, da sem prišla do doma. Jedla nisem nič kaj, usta imam ful suha, sem si kupila novo labelo, končno, ker sem jo vedno pozabila kupiti. Fant mi je naredil juho, on pa je šel delat zdaj. Tako da, ja, zdaj imam pa to prakso in zdaj moram še narediti ono nalogo. Recimo sem rekla kao pol nareta, da se moram zdaj loti drugo polovico, sem tako zmatrana. Po eni strani bi si vzela energijsko pijačo, po drugi strani ne vem. Prijem domov, odpremo fanta računalnik in a vas zanima, kaj gleda. Bom so predstavljala. Mene. Zgleda, da je gledal moj vlog, ampak a je zastekala? Ja, sem zdaj zarabila. Zdaj pa se moram iti pripraviti, ker imam čez 15 minut faks. In si bom šla malo faco umit, make-up. Kaj imam tu? Ok, make-up, juho si bom moja še dejansko. Juho si bom mojem zagrela in spila energijsko pijačo pa kavo. Dober večer, mislim, se včeraj nisem nič javila, zaradi tega, ker sem novo seminarsko oddavala in sem jo uspela oddati, torej to izpitno nalogo. Sem uspela napisati do konca in sem oddala. Zdaj pa sem delala danes cel dan. 13 ur, da nisem nič vmes snemala in sem kar zmatrana, zdaj bom šla verjetno s fantom še en sprehod, prenjela spati, jutri bom pa počivala. Hodila sem vam nekaj pokazati, ker mi je bilo ful cool, šla sem v DM, šla sem iskat v bistvu milo za roke, ker pač nama ga je zmanjkalo. In sem vzela onega, njega se tukaj, ko je v bistvu, vam bom pokazala. In kupila sem torej tega, ki je v tej plastiki in je kao pač bistveno manj plastike, ko pa če kupiš onega novega. In sem vzela to. In potem sem šla še malo na hitro pogledati šampone, kljub temu, da sem bila tak, ne rabim. Vajne se je kupila nov šampon. Se sploh ne vem, se sploh ne čudimo več, ne. Ampak ja, kupila sem si ta šampon, zaradi tega, ker vam dala tu nekje ob strani slike. Glavnem vidim to in sem bila tak, ok, cool. In vsi so imeli iste pakunge. In torej, čekajte, sem da se spomnim, imam tukaj. Head & Shoulders, Herbal Essence, ta Ozzy pa Pantene. Pantene. Imajo zdaj te kovinske neke vrste, aluminij, whatever, sploh ne vem, kaj je to. Posodice in potem imaš zraven tega, ta je bil 13 €, imaš postavljeno še tako pakungo istega šampona in je kao refill in je ta potem 3 € nekaj takega cenejši, da vsakič, mislim, da pač vedno, ko kupiš, da v bistvu ohranjaš okolje,
bolj čisto. Zdela se mi je full cute ideja in sem vprašala prodajalke, pač kako dolgo imajo to. Not sponsored. In je rekla, da zaenkrat neomejeno, da misli, da nimajo omejeno in da pač upajo, da bo to ostalo v ponudbi. Imamo pa full cute same posodice, ampak jaz sem si pač tega zbrala, ker sem hodila tega sprobati. Head & Shoulders, tako si veste, da imam jaz že itak doma. In pol naslednjo bom si verjetno kupila Head & Shoulders in bom pač imela pol v bistvu 2. Ampak se mi je tako cool ideja zdela, da se mogla slikati, da vam pokažem, če koga zanima, pa full cute packaging. In pol gor piše, for my wild mates I reuse. That's so cute, I love it. To. In potem pridem jaz na blagajno, pač hočem plačati in plačam itak. In mi reče, da še dobim neko darilo in jaz tako, ok, kako darilo pa. In sem dobila kovinsko to termoko in ima spodaj pač logote od teh šamponov, ki sodelujejo pri tem. In pač full cute. Come on. Pa še taka roza je. It's so cute, I love it. Jaz sem bila full sem bila impressed. In sem full excited in upam, da ne pušča. Teda ja, še ena flaša in ta je, niti ne more se zlomiti. Tako da, če koga zanima, dobite torej termoko, ki so pač ponavadi kar drage, pač te zadeve, šampon in pa ja, so cute. Me zanima, če je kdo uporabljal, ta je Miracle Moisture. Nisem ga še nikoli testirala, ampak mi je ful lepa pakonga. I love it, res pač ful mi je všeč. Pa od Head & Shoulders mi je bil tudi ful lep. Oziroma vsi so mi bili lepi. Na tej točki sem jaz poslovila od vas. Danes je že par dni od tega, ko sem zadnje snemala. Začela pa pol spet, pač probam delati tedenske vloge, ampak ne bo vedno tedenski. V glavnem to flašo, ki sem vam kazala, sem testirala, nič mi še zaenkrat ni puščala. To je res super. Nisem smrdela, pač meni je res top. To pa v bistvu vse, kar sem hotela reči. Sem že zaspala. Uspelo mi je dati to nalogo. Če vam je vse uspelo. Tako da ja, ta teden pride en, mislim, zanimiv video, oziroma konc tedna, začetek naslednjega. Pokazala vam bom stanovanje in vse pametne naprave in vam malo razložila. Ful sem navdušena na tem. Samo moram spraviti. Ja, pol pa bom dejansko kmalu konec s faksom, kar je pač noro. Če si ne bi enega predmeta pustila, bi teoretično imela diplomo. Ampak si imam predmet pustila. Ampak pač vseeno, I'm basically done, kar je tako crazy. Ja, teda se vidimo v naslednjem vlogu. Ta je malo daljši, nisem ga hotela tako ful rezati, ker mi je pa eni strani zanimivo, da vidite tudi vmes, ko delam neke random zadeve. Če vam je všeč, mi povejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu, oziroma video, kakorkoli. Zgledam pa res zdelano. Dia.